Pozdravljeni. Sem izredna profesorica prava Nataša Samec-Berkov z Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Skupaj z delovnim mentorjem iz gospodarstva, gospodom Vladom Pulkom, vodim študentski push projekt z naslovom Pravna problematika sobivanja v večstanovanjskih hišah in naseljih. Ste se kdaj vprašali, kaj storiti, če vas v vaši stavbi motijo hrup, neprijetne vonjave, svetlobno onesnaževanje ali morda pogoste menjave lastnikov ali kratkoročni najem stanovanj? Ali vas zanima, kako digitalizacija vpliva na sobivanje v večstanovanjskih objektih? Prinaša rešitve ali povzroča nove težave? Prav te izzive raziskujemo v sodelovanju z našim projektnim partnerjem, družbo Indoma. Pozdravljeni, sem Vlado Pulko, direktor družbe Indoma, družbe upravljanja v Mariboru. Zahvaljujem se Pravni fakulteti, da ste mi poslali povabilo za sodelovanje v projektu Pravna problematika sobivanja v večstanovanjskih stavbah in naseljih. Redko se nam zgodi, da nas nekdo pozove, da povemo svoj del dela, ki ga imamo, saj več ali manj ljudje govorijo, da smo nebodiga treba. Zakoni, ki se tiče stanovanjske problematike, nalagajo upravniku ogromno obveznosti. Potem te obveznosti moramo prenašati naprej na etažne lastnike, kateri so pa večkrat slabe volje, saj mislijo, da smo mi upravniki tisti, ki si izmišljujemo zakone. Povedati moramo, da upravniki nimamo pristojnosti ukrepanja, lahko samo opominjamo in pa pošiljamo razna obvestila. Kot primer bi navedel ohlapne hišne rede, nespoštovanje hišnih redov, problematika prijave oseb, medsosedski slabi odnosi in pa seveda smeti, kultura odnašanja smeti in tako dalje. Projekt se je začel 1. marca in bo trajal do 31. julija 2025. V raziskavi sodeluje ekipa 6 študentk in 2 študentov prava z 1. in 2. bolonjske stopnje ter študent računalništva in informacijske tehnologije z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Naša metoda dela temelji na problemsko obrnjenem učenju. Študenti skozi raziskovalno delo iščejo pravne in tehnične rešitve za bolj kakovostno sobivanje. Poleg pravno-teoretične analize izvajamo tudi empirično delo na terenu. Z anketami in intervjuji namreč ugotavljamo, s kakšnimi težavami se najpogosteje srečujejo prebivalci večstanovanjskih stavb ter kakšne rešitve si želijo. Naš končni cilj je oblikovati konkretne predloge za izboljšanje pravne ureditve, ki bodo prispevali k boljšim odnosom in večjemu zadovoljstvu prebivalcev v večstanovanjskih okoljih. To je bila kratka predstavitev našega projekta. Sedaj pa prisluhnite našim raziskovalkam in raziskovalcem, ki bodo podrobneje predstavili posamezne sklope raziskave. Pozdravljeni, sem Matijas Kocijančič, študent 5. letnika Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Vsak izmed nas, še posebno tisti, ki prebivajo v večstanovanjskih stavbah, so se že srečali z neprijetnimi vplivi sosednje nepremičnine oziroma stanovanja. Pravno gledano gre za emisije, ki jih njena nepremičnina izvaja na sosednjo nepremičnino, bodisi v obliki hrupa, smrada ali svetlobnega onesnaževanja in tako dalje. Zato nas prioritetno zanima, kaj stanovalce večstanovanjskih hiš najbolj moti, in v ta namen smo pripravili tudi anketni vprašalnik. Pozdravljeni, sem Evelina Pignar, študentka 5. letnika na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Če se še bolj poglobimo v aktualne izzive, ki jih povzročajo motnje v večstanovanjskih skupnostih, ugotovimo, da so te najbolj vidne v vsakdanjem življenju in v ta namen analiziramo sodno prakso iz tega področja. Prav tako pa preučujemo slovensko zakonodajo, kot so stvarnopravni zakonik, obligacijski zakonik, stanovanjski zakon in še mnogi drugi, z čemer želimo ugotoviti, ali so trenutni postopki, kot so na primer hišni redi in kolektivne tožbe, res učinkoviti pri reševanju težav. Ampak ne bomo se ustavili samo pri Sloveniji. Primerjamo tudi prakse v tujini, kot so hitri inšpekcijski postopki v Avstriji in Nemčiji. Naš namen je predlagati konkretne spremembe zakonodaje, ki bi pripomogle k boljšemu življenju v večstanovanjskih stavbah in naseljih. Ste se kdaj že morda vprašali, ali sploh imate vpliv na to, kdo bo vaš sosed? Sem Nadja, študentka prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in v sklopu tega projekta se bom predvsem ukvarjala s spremembo lastništva.
V zvezi s tem bomo raziskovali, kako lahko sprememba lastništva vpliva na dinamiko sobivanja v večstanovanjskih hišah in če lahko kot lastniki vplivate na te spremembe. Zato se bomo ukvarjali s predkupno pravico in v povezavi s tem primerjali pravne ureditve tega instituta ter še z drugimi možnimi rešitvami tudi iz Avstrije, Nemčije, Švice in ZDA. Lepo pozdravljeni, sem Matej Veličkovski, študent prvega letnika magistrskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Si predstavljate, da lahko z enim klikom postanete lastnik nepremičnine? Tokenizacija premoženja spreminja svet investiranja. Premoženje postajajo digitalni žetoni, ki omogočajo trgovanje. Blockchain ni več zgolj tehnologija prihodnosti, temveč je prinesel revolucijo v finančni svet. Švica in Liechtenstein sta med prvimi, ki že uvajata zakonodajo na tem področju in s tem odpirata možnosti za nove vlagatelje po vsem svetu. Zato bomo raziskali, kako se bo to področje uredilo tam. Raziskali bomo, ali je z vidika trenutne ureditve možno, da deleži stanovanj zaživijo na blockchainu. Kaj bi to pomenilo za stabilnost sistem in kako bi lahko to vplivalo na upravljanje stavb, če lastniki postajajo pasivni ali celo geografsko oddaljeni. In nenazadnje, ali bomo v prihodnosti najemnino plačevali v tokenih ali še naprej v klasičnih valutah. Pozdravljeni, sem Nikola Mitrović, študent računalništva in informacijskih tehnologij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Kot edini tehnik med pravniki v projektu raziskujem, kako lahko blockchain tehnologija omogoča decentralizirano lastništvo nepremičnin preko pametnih pogodb. Čeprav lahko ta pristop poveča likvidnost trga in zmanjša potrebo po posrednikih, prinaša poleg pravnih tudi izzive glede tehnične izvedljivosti. Zato sodelujem s pravniki in se pri raziskavi osredotoča na varnost, neizbrisljivost podatkov in decentralizirano upravljanje lastništva ter preučujem možnost integracije z DeFi platformami, ki bi lahko ponudilo nove oblike financiranja in hipotekarnega kreditiranja. Ali ste opazili, da se cene nepremičnin vztrajno dvigujejo, dolgoročni najemi pa postajajo vse manj dostopni? Sem Lisa, študentka 3. letnika in ukvarjala se bom s problematiko kratkoročnih najemov prek platform kot sta Airbnb in Booking, ki so tudi v slovenskih mestih postali vse bolj razširjeni. Danes se soočamo s konfliktom med dobičkonosno rabo lastnikov in pravico stanovalcev do mirnega bivanja. V odziv na te izzive je vlada predstavila predlog novega zakona o gostinstvu, ki prinaša različne omejitve za najemodajalce. Kako se bo ta zakonodaja obnesla v praksi in kakšne rešitve so že uvedle druge države, ki so se uspešno soočile s kratkoročnimi najemi in uvedle stroge regulacije? V svoji raziskavi bom preučila vpliv teh ukrepov ter na podlagi tujih, dobrih praks iskala rešitve za uravnotežen razvoj stanovanjskega trga, ki bo omogočil tako turistično dejavnost kot pravice prebivalcev. Kdo ve, kdaj ste doma in kaj tam počnete? Pametna avtomatizacija, nadzorne kamere, brezžična omrežja. Vsi zbirajo podatke. A kdo lahko do njih dostopa, kdo jih hrani in kdo jih lahko zlorabi? Sem Maja Mlakar, študentka zaključnega letnika Pravne fakultete in raziskujem, kako zaščititi zasebnost in osebne podatke v pametnih bivanjskih okoljih. Kako lahko tehnologija služi vašemu udobju, brez tveganja nadzora in nezakonitih posegov? Kako zagotoviti, da vaš dom ostane resnično vaš, varen in zaseben? Ali veste, kaj ovira etažne lastnike pri energetski prenovi stavb? Sem Unja Koler, študentka Pravne fakultete Univerze v Mariboru. V sklopu projekta se bom ukvarjala predvsem z energetsko učinkovitostjo stavb in spodbujanjem zelenih rešitev, kot so na primer sončne elektrarne ter toplotne črpalke. Pravna ureditev energetske prenove stavb prinaša številne izzive, kot je recimo pridobivanje soglasja etažnih lastnikov za izvedbo tovrstnih posegov. V zvezi s tem bom preučila pravice in obveznosti etažnih lastnikov pri sofinanciranju energetske prenove ter različne možnosti financiranja projektov. Razumevanje teh ovir in iskanje učinkovitih rešitev sta ključna za spodbujanje energetske prenove ter prehod v bolj trajnostno prihodnost.